Lep pozdrav, moje ime je Juriš, vi pa poslušate Radioaktivno. Please forget me, baby. I wanna date this time. I know you hate me. I wanna be free. I wanna be a tree. This is the first time of my life. I'm not a Buddha. I don't have a cause. I'm a sexual rocker who like the stars, like the stars, like the stars, like the stars, like the stars. I will take you very soon on the moon. I will take you very soon on the moon. Crazy lady, don't be a scary woman. Life is now or never. Let's go to latest heaven. Like a morning honey, I am a morning sunny. You wanna sit in town? I wanna go round, 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 go round. I wanna find myself. I wanna take the chance. I will take you very soon on the moon. I will take you very soon on the moon. I will take you, baby, very soon on the moon. I will take you, baby, very soon on the moon. Apollo 77, Juriš, festival Dezerterijev je album, ki ga vrtimo. Juri, lepo zdrav oddaji Radioaktivno. Lep pozdrav, hvala za povabilo. Na začetku sva vzletela v vesolje. Ja, prvi komad plošče, tudi prvi singl, bom rekel, ki je šel, pa tudi narejen video spot, ki ga je mogoče videti na YouTubeu, pa tudi daj na kakšni nacionalki ponad zavrtijo. Ja, z enim je treba začeti, ne. Zdaj pa najboljše z raketa. Tako da se začne v stilu. Ja, Si Juriš in ne na Juriš. ja, Juriš brez dna. Čeprav pa vemo, da na Juriš je legendarna slovenska partizanska pesem. Ja. Ki pa mimogrede, ko sem se pripravljal na ta intervju, berem, da so se glede tega avtorstva pesmi celo skregali. Ja. V 60-ih letih prejšnjega stoletja. Nič ne vem. Pravijo, da je baje nekdo drug napisal, potem pa so si to na sodišču dokazovali. Aha. Tako da pri tebi verjetno Ni še bilo sa, da bi prijavil. Škoda. Verjetno pri tebi pa ni dvoma glede avtorskih pravic, pa avtorstva, da si Juriš. Ja. Vse, kar delaš sam. Ja, v bistvu čist vse sam naredim. Mogoče back vokale mi pomaga narediti Bina. Potem tudi moja hčerka Julija, ki zapoje. Tamle bobne pri komadu Vihaj kožo mi je pomagal narediti take reggae stil Harris Pilton, ki smo dosti v sodelovanju. Jaz snemo base snemam, on pa meni kaj pomaga iz tega naslova. Če še kaj drugega, pa druga pa mislim, da sem vse sam odigral, zapel. Mislim, da neki baš pevc, ampak bolj gre za sporočilnost, ki pač v meni vre in se moram izraziti, pač bom rekel, zrcalo, pač kar se dogaja v današnjem svetu, pač probam neko dati v muziko. Kar nekaj časa je nastajal prvenec, poznamo te že z kompilacije savinske muzike, sedaj si vse skupaj tudi tiste single in seveda kar neke nove muzike, če te rečem tako po domače, združil na celoto. Ja, v bistvu ta muzika je nastala zadnjih 10 let. Nekako je bilo veliko komadov narejenih, nekaj je bilo uporabnih v bendu, nekaj je bilo uporabnih pri
kakim drugim izvajalcu, da je hotel imeti. Pa je pa to meni ostalo, ta muzika je pa ostala in potem sem jaz na podlagi tega pač začel neke tekste pisati, pa neki telovaditi okrog in je pač se kar nabiral, pa je prišla še pa ta kompilacija, ker sem rekel, da vsak let na kompilaciji bom komad izdal. In zdaj pa se pa to kar nabral, neke muzike, pa sem rekel, jaz moram to zaključiti, se pravi to dekado, ne, da pač rečem, da pa izdam nekaj, pa grem pol naprej. Ne. Tak. Druga, ki bo spustila, bo Racku. Ja, se pravi, to je bil pa pol drugi singl, tudi video spot je narejen za ta komad. V bistvu govori v družbi, ki vidi samega sebe in ta Racko je zelo zaljubljen tukaj v sebe, da ne vidi drugih in to v bistvu kar vidimo. Zdaj kapitalizem, do kam je prišel, globalni kapitalizem, vemo, kje smo, vse te neke vojne in to pač na neki masi se tudi odraža v samem posamezniku in sem mogel pač narediti komad na to temo. Racku in Jurij Žudaj Radioaktivno. Veš, da te umetna inteligenca ne pozna? Ja. Kopilot ne ve nič o tebi. Super, to je v redu. V redu ali slabo? Povem, lahko da je kakšna skrivnost, ne? Ko sem tipkal v kopilota, Juriš mi napiše, da je to srbska beseda, ki pomeni napolniti oziroma nazaj. Aha. Potem se vse skupaj malo bolj skušal definirati, napisal Festival dezerterjev kot album, takrat pa že ve, da obstaja Jurij Žohar, oziroma Juriš, pa da to slovenski producent, Okay. pa da ima album s 13 skladbami. Super. Dobro se skrivaš. Ja, počas bomo prišli tudi v AI. Ker ti potem tudi naprej umetna inteligenca pravi, da ustvarjaš glasbo s kritičnim pogledom na družbo in sistem. Tako, dobro so me analizirali. Pomeni, da danes bomo na albumu slišali veliko tega? Ja, lahko reče, da kompletni album je pač naravnan v to smer. Tudi če je kak komad, ko je bolj naravnan, da deluje, bom rekel, kao nek
ljubezenski, a ne, pa ni čist, ker v bistvu je v zadju neko iskanje samega sebe, pa skozi ta nek partnerski odnos, tako Apollo, a ne, pač ta, kako napredovati v nekim, ko si v odnosu z nekom, kako dela tudi na sebi, pa ker se skozi neko tišeš, ne, skozi hočeš neko upgrade sebe in ta partner te v bistvu zelo zrcali in je to pač tista slika, ko je takoj dobiš, ne. Sam lahko si pogumen, lahko si frajer, ampak po moje, da preko te nekdo zrcali, prej vidiš, kje si, kaj si in mislim, da to to. Čeprav pa na albumu potuješ tudi skozi čas, od turških upadov do vesolja. Ja, tako, ja, tudi to je pač spontano, ne, delo, ki pač pride iz mene ven, ne vem, kje sem ga najdel, prvi je Marjan brez sablje, pač, ne vem, moj deta, ne, 1408, ne, se pravi, ene prvih turških upadov, je pač bil na nivi, ne, ni imel sablje, ne, in pač bil obglavljen, ne, in hvala Bogu, da je naredil že par otroka, ne, da smo zdaj tale še naprej, ko si gremo. In tako je nastal komad Marjan brez sablje. Pomeni, da si zelo daleč v preteklost raziskoval svoje korenine. Pa rečemo, da so tu neke stare mame govorile, ne, neke štorije, zdaj, koliko so resnični, koliko niso, rečemo, da so, ampak meni se je dobro zdel, zgodba je bila dobra in dajmo ga, ne. Potem pa še ga poslušajmo. Jurij Žohar z mano, oziroma Juriš, odkot ta zdevek? Jaz v osnovi sem Jurij, pa Juriš nekot, par frendov se je zajebava z menoj kot Juriš, ajmo na Juriš. Zmerno sem jaz bil tista neka gonilna sila pri nekih albendih, kjerkoli sem neko sodeloval delo, demo akcija, ne, in
Mrdaj, ki je rekel, kolega, ti si tako, bi šli na Juriš, ne. Vsi, ko je vse treba, ko ćemo čakati, ne. Čakali bomo poj na smrtni posli, oziroma v Mrliški vešci 3 dni, pa pol naprej, ne vem, kje je ful dolg. Tako da, z tega ven sem pač ker oni, se pravim, tisti najožji frendi vejo za mene iz tega naslova, ne. In sem kar pač pustil to, ne. Čeprav pa te nekateri poznamo tudi iz skupine Bo. Tudi tam, tako, tudi to je res, ja. Tam pa nisem Juriš, tam sem pa basist. Čeprav pa avtor glasbe. vse 2 člana se delata tudi solo projekte, ti in Boštjan. Ja, vse to smo že prej imela oba. Vsakmu se je nabirala muzika še po strani, ne bilo treba pač to dati ven, ne. Pač normalno, hvala Bogu, ne. Muzika moramo svet, ne. Kdaj pa te je prvič zaneslo v glasbo? Oziroma, kdaj si rekel, sedem pa malo bolj resno se skupaj vzel? Pa jaz mislim, da sem to nekako, da sem zares vzel tam nekje pri 20. Ne. Prej sem nekaj igral bobne, pa nekaj poskušal kitaro, pa vse. Nekje pri 20 sem pa najdel neko ekipo, ko so bili entuzijasti, pa so si želeli koncertov, pa snemati, pa vse to. In takrat, bom rekel, Jani Volhar je bil eden tistih glavnih, ki je pač krivc, da sem mogoče danes glasbenik. Sem pa takrat bil en pripravnik na Elektro Cele in je bil takrat sodelavec, je bil tam klaviaturist in sem mu 2 meseca vem, da težil, da ne me spusti v band, da bom pokazal, da igram bas kitaro, ne, čeprav nisem imel pojma tedi basov, ne, sem samo hodil v band, ne. Pol pa žike koliko, ne. No in po 2 mesecih truda in vlaganja energije me povab na vaje kot audicija, ne, in je šlo nekot skos, ne. Pa sem tam začel prvo kot basist, poj klaviaturist, pa sem pa spet nazaj padal v bas kitaro. Mislim, da imaš pravi vzdevek Juriš. Ja. Glede na to, kar si sedaj povedal. Ja. In pa če to pogledamo še v SSKJ piše, da je Juriš silovit vojaški napad iz neposredne bližine zlasti za hitro uničevanje, osvajanje položajev. Tako si osvojil glasbeni položaj. Basista in klaviaturista. Tako. Sedaj pa bolj verjetno še delo pri računalniku. Ja, računalniškega dela je zelo veliko, no. To pač... Tudi glasbo, ki poslušamo, ne? Ja. Elektronika. Ja, je. Več vzame kot bas kitara. Oboje zahteva nek svoj čas, ne, da je to dobro narediti. Tako da ne bi kaj podcenjeval zdaj, kaj je lažje, kaj je težje. Odvisno do kam greš, no. Stvar čist percepcije. 4. bo Civilizacija, ki jo tudi že poznamo. Ja, Civilizacija v bistvu nastala v času korone. Nekako smo vsi začutili nek strah, pritisk, nekaj novega, kar ne poznamo, ne. Po eni strani pa se je tudi pokazali, kje smo, na kakšni stopnji smo kot civilizirana družba, ne. In ta civilizacija je pač odgovor na to, kje smo, kaj počnemo, kaj počnejo z nami. Smo pač neke cifre tam male, ki pač se borimo, vsak po svoje, vsak išče srečo pod soncem skupnim. In pač je ta komad takrat nastal na tistim obdobju.
Festival Dezerterjev, album, ki ga danes vrtimo v oddaji Radioaktivno, Juriš je z mano. To je tvoj prvenec, To je moj prvenec, ja. čeprav pa umetna inteligenca pravi drugače. Pravi drugače. Ja, umetna inteligenca pravi, čeprav štejem, da imaš izdane 3 albume. Kohček neba, Festival Dezerterjev in Začetek konca. Ja, tu se je zmotila inteligenca. Ni še čisto naštudirala. Ne. Od Ne vem, kdo je oči. To je dejstvo. Ne vem res katerega vira je malo Ja, vse ja. skupaj to, samo da preverim, ali nimam zraven napisano. Aha, ne. Sem zrezal tisti del, ali je to Facebook, ali je to odkot drugot. Prvenec je. Ja. Iz 2 besed je naslov albuma sestavljen festival kot nek velik dogodek, kar vidimo tudi na zadnje na naslovnici, pa potem dezerter, to je tisti, ki pobegne s fronte, mislim da. Ja. Kako si to skombiniral? V bistvu gre za tistega mene dezerterja, ne? In pač, ki sem mogoče, ne vem, 10-15 let dezertiral iz tega sistema. Prej sem bil priden, pohodil v službo, pa se zjutraj zbujal ob 7, pa, ali pa ob 6, pa štemplo kartice. Pa sem pa pač videl, da je pač to neko suženstvo na nek način. In sem se odločil iti na svojo pot, ki pač ni čisto bila lahka, ampak se da, in sem rekel, da se bom osvobodil, in to je ta dezerterstvo, ne? In mislim, da je to moj festival. In sem rekel, da bom pač se živel od muzike. In moram reči, da sem na tej poti pač srečal ogromno glasbenikov, veliko istomislečih, ki bi lahko rekel, da smo iz tega festivala dezerterjev, ne? Tako da, zato ta naslov. Ja, danes bi lahko rekli, da je že tudi množično dezerterstvo, vse na nekaterih področjih. Ja, no, se glih zato tudi, bom rekel, da ima ta mogoče naslov, ni zdaj to samo dezerterstvo v smislu tega pobega iz neke vojske ali kakorkoli, ne, ampak tako si sam zelo omenil, marsikaj to vidimo in peruti se režejo, pa mrzdo pa tudi dezertirajo od marsikajega sistema, ne, različnega, družinskega, službenega, bilo kakega. Ne. Ja, ne na zadnje, če pogledamo celoten sistem, je v zadnjem času dezertiral sam in se dejansko postavil neko funkcijo, ki bolj manj že večini ne ustreza samo določenemu odstotku ljudi. Tako, no, in to je v bistvu vse to. Ne. In takrat, ko sem se jaz odločil iti na to pot, sem pač tudi, ne vem, neko brez zagrabo, naredil sem si eno nivo, naredil sem si vrt, neke rastlinjake in vse, da pač poskušam biti čim bolj neodvisna, ne, od sistema, in mi to zelo dogaja, živim v enem potoku, pač čim bolj živeti z naravo, v naravi, in jaz moram povedati, da me ta glasba pa ta način življenja v bistvu zdravi, no, in me zelo srečuje. Si osvobojen, vse deloma. Tako, delovno sigurno, da je čist verjetno ne, ker še vse z eno nogo moraš malo brstati po sistemu, ne, pa si iti, kako bi rekli, eni bi rekli igrce, ne. Kolikor se da pa ven biti, pa pač, ja, se trudim. Naslovno zavrtiva naslednjo, Festival Dezerterjev, Ja, pa mislim, da so že vse povedali. tako, mislim, da. Beli rožmarin za te, beli rožmarin za me. Ne pustijo, da preraste, trava v lepelu kaste.
nad rečkom počesani, sterilni frisi zadržani, tatu kot jugo okrenclani. V rami vrsti vsi stojimo, zjutranja budilka, hej, 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 kje je festival? Dezerterjev, hej, 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 hi-hi-ho-hu, hej, 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 hi-hi-ho-hu, hej, 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 dezerterjev, hej, 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 hi-hi-ho-hu, dezerterjev, hej, hej, hej. Festival Dezerterjev je bila slišana, ter Juriš, ki je z mano vdaje Radioaktivno, 13 pesmi je na albumu, kar veliko materijala. Ja, bilo je še nekaj več, no, ampak pol imel ena dva prijatelja glasbenika pri sebi, ko smo pač izluščili teh 13, ki so pač, rečemo, užitni. Žanrsko so se skladbe tudi malo različne, niso vse, bi rekel, ali čista elektronika ali pa čisti rock, nekako pluješ med žanre. Ja, v bistvu se z žanri sploh ne obremenjujem. Nisem zdaj, da bi rekel, da sem rocker ali pa da sem zdaj pa, ne vem, trip-hopper ali pa karkoli. Tako komad pokaže, to je, bi rekel, zelo pester, od skaja do nekega reggaeja, do trip-hopa, do čist klasičnega popa, nekega roka. Sploh se ne omejujem, niti nočem se zdaj nekam dati nek predalček, da sem pa jaz rocker. Ne. Pač to, kar mi dogaja, to, kar mi ven preleti s prsto in to je to. Meni važno, da komad mi zagruva, ko mi zagruva, ga sam požegnam in gre samo v svet. Čeprav pa je slišati več elektronike. Ja, nekot se poslužujem, bom rekel, elektronskih zvokov, ki so mi všeč. Mogoče sem celo v nekem obdobju zrastel gor v elektroniki in rad raziskujem to področje. No. Skladbe so nastajale v različnih obdobjih, kot si dejal prej, se to pozna pri njih ali ne? Ali si potem sedaj vse spravil na nek isti nivo? Ja, mogo sem ene stvari malo popravljati, pa bom rekel, produkcijsko malo, bom rekel, ene parametre poravnati, ne, ker pač mogoče ni bilo vse v istim levelu, pa tak. No. Bilo je nekih teh korekcij za narediti, da neko paše se skupaj v eno celoto. Nisem pa šel v detajle noter komada, da bi pa nekaj popravljal, sem pa pustil, da je ostal tisti prvinski. KRN bo naslednja? Ja, KRN je v bistvu spet ena taka družbeno kritična zadeva, ki pač, če pogledamo politiko ali pa že malo bližje, se pravi neke občine ali pa neke najbližje sisteme, pač ugotavljamo, da včasih niso najbolj pravi ljudje na položajih in je tam pač KRN. Zato je pač nastal komad KRN, ki ga pač zanima spet mogoče Racko in to je to. Piše se leto 2019, ko sužni roboti zgubljajo cajt. Sveti samo cekin, oči pa vodene, srce pa hin. Sistem zdober, ukrepljih drži, ovce pred plotom, skočimo vsi. Davki pa grejo samo v nebo, mi pa crkujemo za to. KRN za župana, KRN za kulturo, KRN za rce, ki vse bo za furu. KRN za župana, KRN za kulturo, KRN za rce, ki vse bo za furu.
KRN in Juriš z albuma Festival dezerterjev. Veliko daš na besedila, kot je slišate. Precej kritično pogledaš na ta svet, na svojo okolico, na dogajanje, na družbo, na sistem. Ja, nekot, se pravim, mogoče ko sem začel jaz glasbo ustvarjati, sem imel vse podobnega enega tega patrona, ki je isto Jurišov, ne? In je bila velika debata o tem sistemu, družbi, pač nekaj skozi sem navijal za te družbeno-kritične, se pravi, tekste, ker se mi zdi, da pač, tako so že včasih rekli, da nekot umetniki, pesniki ali kdorkoli pač se ukvarja z nekim sporoča trenutno stanje v družbi, ne? A to skozi likovno ali skozi glasbo, in se mi zdi, da je pač treba povedati, no? Da je pač kdo bo pa povedal, če pa ne zdaj muzičarja, ne? Dejansko je treba osvetliti nekatere te točke, čeprav pa se sveta ne da rešiti. Tako, svet ne bomo rešili, to se ve, ampak nekot, če bomo rešili samega sebe, smo pa tako zmagali, ne? Jaz mislim, da če pri sebi pozavestiš, ne? Lahko se pa predaš, pa si pač ovca sistema, delaš, si greš njihove igre, tako tudi pri muziki, ne? Lahko zdaj gledaš to preračunljivo, pa rečeš, ok, zdaj pa dela samo radio-friendly muziko, pa se hitro pokaže, da ta radio-friendly nikamor ne pripelje. Se pravi, da je treba iz sebe eti, iz svoje duše, nekot srca, pač biti iskreno, to se mi zdi, da je pač najbolj pomembno. Se ti zdi, da je danes celoten sistem že malo iztiril? Pa lahko rečemo, da je kar izterjen, no, ne. Verjetno pa so k temu dodala še kar nekaj, vsa ta družabna omrežja. Ja, to je pa spet... Kjer so same resnice. Ja, to je pa spet pa drug problem, ne, ki pač se pojavljajo z danes na jutr fake newsi ali kakorkoli, pa neki pogledi, ki eni hitro noč zapadejo in jim verjamejo kot sonce, ki sije, ki resnično sije. In to je pa problem, ne. Ampak dajmo jim priložnost pa časno. Jaz navijam za njih. Kako že pravijo? Če 10-krat izrečeš laž, potem postane to resnica? Ja. Nekaj takega sem nekaj slišal. Ja. Vihaj kožo bo naslednja, tudi mislim, da smo jo že spoznali kot single. Tako je, že tudi šel na kompilaciji Savinjska muzika. Pač govori o, bom rekel, nekim politiku, ki se pojavi na parketu, pa ne bo lev ali pa desen, sploh ni pomemben. Hiter vidimo, kam zapele zgodbo, in je pač ta komad namenjen tem prvakim, ki priletijo na parket, pa malo spodrsne. Pa to krožijo, pa se obrača in mi gledamo, in eni navijajo za njih, drugi jih sovražijo. Jaz njim pa pesem napisal. Poletno sonce že pojenja, jesen spet k nam hiti, novi val se nam obeta, pravijo kravatarji. Draga deca moja zlata, vsi krojijo novi čas, novi modi vsi norijo, vihaj kožo, ne oblast. Vihaj kožo, vihaj kožo, vihaj kožo, Johnny naš, bili zajci in kravati, tako se pride na oblast. Vihaj kožo, vihaj kožo, vihaj kožo, viking naš, v ogledalu tako kot sebe, ime še druge rad. Poletno sonce že pojenja, jesen spet k nam
Vihaj kožo in Juriš, pri tej skladbi bi lahko dal še tisti premetni znak pozor poledica. Celostna podoba sledi naslovu albuma, vidim, da je to festival, oder je nekje v daljave. Ja, odr se še ne vidi, kaj je predaleč. To so oni, ko je še bilo veliko ljudi na koncerte hodili, zdaj ne več tukaj. Danes je vse bolj interaktivno že, ali kako že. Ja, da je vse druge zgodbe so. Ali tu gremo na festival, ali pobegnemo z festivala, je zdaj vprašanje. Ja, Ker vidim, da do nastopa, ne. Vidim, da poslušalci gledajo v stran, vse nekatere. Ja, lahko da gledajo, da so se obrnili. Očitno se, Gledaj konc koncerta. očitno se nekaj kuha. Ja. Album je šel samo v digitalni, tudi fizični izdaji. Samo digitalno, ja. Tu je spet paziti treba na želve, so rekli, zdaj pa dajmo jim pomagati, če mi. Potem je dosegljiv na vseh streaming platformah ali kako do njega? Do njega se pride na kar Bandcamp, Juriš, Festival Dezerterijo, pa dobite lahko brezplačno cel album, lahko tudi kaj donirate, če je kjer mu zelo všeč kak komad in to je to. Naslednja, ki jo bova spustila, bo Marjana. Mislim, da je ta najkrajša na albumu. Ja. Nisi imel kaj dosti o njej povedati. Ni me predstavila. Ja, tudi bom rekel, en starejši komado, ki je nastal enkrat čisto iz ene zebancije. Imam še en sporedni band, ki igramo po Avstriji, Cheers, in pač velike to roke kitara med nekim pauzim in zebancija in je nastal v 3 minutih in sem ga pa tudi posnel in sem ga dal na kompilacijo. Juri z mano daje Radioaktivno, Festival Dezerterijo je album, ki ga vertiva. Glasba sedaj med poslušalci. Te bo tudi kdaj mogoče slišati v živo na odru? To prepuščam čas v čas. Nisem še tako daleč razmišljal, da bi zdaj si šel odrske, ker je pač zahteva nek svoj del tudi. Mogoče, če se mi kaj uleti glede same produkcije, ko delam z dost bendi, pa da bi bil čas še za to, pa imel pravo ekipo, mogoče celo kdaj. Nikoli ne reci nikoli. To pomeni, da bi potem, če bi imel band, zatem bi vse skupaj zvenelo bolj rockersko? Jaz mislim, da bi vseeno ohranil neko elektroniko, ne bi zdaj tukaj navijal sam na rock, ker je ogromno stvari naredih na neke klaviature, pa na sinte, pa na te. Tako da jaz mislim, da bi imel elektroniko tudi zraven, no, kot klaviaturista ali pa kot matrico, to je pač stvar pristopa. Ne nazadnje pa danes lahko celoten repertoar izvedeš sam, ob vseh elektronskih pripomočkih. Tudi bi se dal, ja, celo mogoče s kakim luparjem, pa kar s kitaro, pa bi lahko komote. One man band. Tako. Juriš. Ja. Predzadnja v radijskem delu pogovora bo Poletim. Kam?
Ta je v bistvu bil single, mislim, je bil na kompilaciji Slovenska muzika, kakšne let 2 nazaj. Poletim pa čim bližje k sebi, no. To je pač bil cilj komada, ker je tudi tematika taka, da pač iskanja samega sebe, no, bolj kot kaj drugega. Ni neka ljubezenska vibra preveč, tako da je to. Čakam, da se uname in čakam, da zažari. Srce se ponuja, samo le glava mu ne pusti. Le glava mu ne pusti. Ugasnejo vse luči, začutim to mesto. Na veke komaj stoji in čakam, da zagorim poletim. Zagorim poletim. Zagorim poletim. Zagorim poletim. Čakava na novo jutro, čakava na božji dan, na moment, ko se zlijeva v eno in zaplujeva v pristan, da zaplujeva v pristan. Brez vsega tam ni skrbi, brez vsega tam ne boli, brez vsega, kar važno ni, nama čas beži. Ko ugasnejo vse luči, začutim to mesto. Na veke komaj stoji in čakam, da zagorim poletim. 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 Juriš v oddaji Radioaktivno z albumom Festival dezerterjev, Poletim je bila slišana. Juri, imaš kaj odzivov na sprejem tvojega prvenca? Ja, moram reči, da so bili prvi odzivi zelo dobri, da celo jaz sem že dobil kar neke ponudbe za špilat, pa sem že tudi mislil, kar sam z akustično kitaro, pa sem mogoče malo cviknil. Ker itak moraš biti pripravljen, to mora biti nared nekaj, ne, da ima repa glavo. Vse pa mudil, pa bi bilo treba kar iti, pa nekoder je bil, pa sem rekel, da raj ne. Neki ljudi je celo si že potegnil celo plato iz neta, tako da nekaj zanimanja je in sem vesel, glede na to, ker pri prvencu zmerom, ne veš kam cikaš, noben te ne pozna in moram reči, da sem zelo zadovoljen. Ko sem predajal nekaj skladb, smo že spoznali, tudi z video si jih podprl, koliko vlagaš v videoprodukcijo? Ja, jaz v bistvu vse naredim čisto sam, ne. Tako muziko naredim sam, naredim tudi video sam, ne, pač zmislim si kadre, grem na teren, posnamem sebe, ne vem, rad skusim delati čisto sam, solo. Šel sem Letuš, Martman tam na križišče, pa so tam neke kulise in sem naredil pač video sam. Malo si prej pripravim in pa to z programom zmešam, pa zeditiram in dam ven. Je danes video še nujen ob vseh streaming platformah? Ja, bi rekel, da zdaj če dalje bolj nazaj prihaja ta video, ne, ki je mogoče bil pred, ne vem, 5-10 letem bil malo tak zaton teh videov, ne.
tudi ni bilo neke oddaje, zdaj je prišla spet na nacionalki neka oddaja ven, ko pač se videi pač vrtijo, ne, tudi po noč se vrtijo, kar je pač imaš kje pokazati, ne, je bilo pa obdobje, ko nisem imel kje pokazati te videe, razen na nekih YouTubih, danes je pa to zelo, bom rekel, da nazaj prihaja ta trend, bi rekel, ne, video, vizualne podobe, ne. Kaj ti od takrat, ko si pričel z glasbo, pa do danes je način konzumiranja glasbe zelo spremenil? Ja, veliko stvari se je spremenilo, ne, in pristop in tudi sami koncerti, vse se mi zdi, da je malo šlo neko drugo smer, no. Danes je bistvo koncerta to, da publika snema glasbenika, pa čim prej objavi na družabnih omrežjih, ne da bi poslušala, kaj on poje in predstavlja. No, se to je, da si ne vzame, ja, hecne ene stvari, da niso vsi tak, ampak ogromno je pa tega, da pač je samo en šov, ne. Včasih sploh ni pomembno, vidim Sabina, važno, da je šov, pa da dogaja, pa da imajo kaj za mešati. In da si prisoten na družabnih omrežjih. Tako, da si Ti si? aktiv. Nekaj maga, nič kaj veliko. Tam Facebook mi laufa, Instagrama sploh nimam. Vsi mi pravijo, ne si ga naredim za Juriš, ampak ne vem. Moram priznati, da se mi ne da s tem obadati, ker imam ragim na nivo, no? Kot da listam po ne vem, Instagramu. Raj sem na nivi. In gleda slikice. In gledam prave slikice, prave rože, prave, kaj uspeva, kaj raste, kaj dela. Zadnja v radijskem delu bo X-Maska Boy. Ja. En skakomat, ki je bil v osnovi, je bil X-Mas Boy, ki je zelo elektronski, pa je še pa kar naenkrat je padla tudi iz jebanci taka ska verzija. Pri meni je bil Bojan Bahč na saksofonu in je to odpihal zelo dober in smo kar naredila komat. Jaz sem posnel vse ostalo, on pa saksofon in mislim, da bo zdaj, če bo vse posreč decembra, izide celo video spot za njega. Skladbo spuščava za konec tega dela, midva še ostajava prisotna s predstavitvijo festivala Dezerterijo še na spletu, na YouTubeu. Jurij, hvala, da si se oglasil, oddaji Radioaktivno ter uspešno in delamo naprej. Hvala vam za povabilo, da sem lahko svoj prvenc predstavil in upam, da še kdaj. Ja, še 3 bomo pa slišali v nadaljevanju na spletu. Hvala. I'm your Christmas candy boy. I give you all from my heart, all of me. Winter's coming, slowly on my face. I feel coldness, but I must walk away. Step by step, burns makes me free. And I know you're waiting for me. I'm coming home. I'm coming home. I'm coming home. I'm coming home. I'm your Christmas candy boy. I give you all from my heart, all of me. All of me. I'm your Christmas candy boy. I give you all from my heart, all of me. Lep pozdrav, jaz sem Juriš in vi poslušate Radio Aktivno.
Bina Vista in Juriš, festival dezerterjev, nadaljujemo na spletu, predstavljamo prvenec. Jurij, kako ti gledaš na slovensko glasbeno sceno danes? Ja, jaz bi rekel, da imamo ogromno glasbenikov, ogromno kvalitetnih glasbenikov, tudi neke svetovna imena, ki pa pri nas niso tako, bom rekel, gorozeta, a ne? Ne vem, kak Marko Črnčec ali pa Pukl, a ne? So neka znana jazz scena v New Yorku ali pa marsikje druge. Imamo dosti dobre muzike, no? Tako da je pa veliko muzike, no? Tudi treba to priznati, da je ogromno muzike. Bi lahko mogoče izpostavil 5 glasbenih imen slovenske glasbene scene, ne glede na žanr? Lahko bi, ne vem, Murphy, rekel, da so, kako sami pravijo, da so drugi najboljši band. Jaz mislim, da so prvi najboljši band. Bom jih vprašal, kdo je prvi. Ja, ne vem, Dande, Siddharta, kaj še imamo kaj. Pa če gremo malo druge vode, tam imamo Harris Pilton, reggae dub scena, kjer ga bi še zdaj, da bi čisto en drug vibe. Ne vem, Generator. Naštel si jih 5. Dobro, super. Sam poslušaš slovensko glasbo? Moram priznati, da jaz muzike zelo malo poslušam, mogoče v avtu, ko se vozim, da poslušam radio, drugače pa, da bi si jaz dal daj kako ploščo gor, da bi jaz poslušal, že dolgo ne. Tukaj delam z ljudmi muzike, tako da mi prav paše biti v neki tišini, imeti mir, nazaj nakalibrirati ušese, tako da zelo malo poslušam, no, moram priznati. Potem pa bomo nadaljevanje intervjuja malce težavnejše zate. Dobre, vredo. Ker ti malo bom preveril, koliko poznaš slovensko glasbo. Ok. Dajem ti preglednico iz 5 stolpcev, iz vsakega stolpca boš izbral eno številko, jaz ti bom zavrtel kratek glasbeni izsek, ti pa mi odgovoriš, kdo je avtor oziroma kdo je izvajalec in kakšen je naslov skladbe. Zdaj pa tudi, ko so prikrižani, so pa že prikrižani, ne? Ti so že bili izbrane strani drugih glasbenikov. Iz A stolpca 75. Za 16 let sem hotela še več, za to mladost si rekel preveč, pa si se zbal. Jurij, bo šlo? Ja, Tinkara Kovač. Napačno. Napačno. Ja. A pa je bil pa band, ko je ona igrala v njem. Je pa tudi Primorka, ja, blizu si. Aha, pa je pa Lara Baruca. To pa je pravilen odgovor. Bravo. Ti si se bal, je naslov. Ja, Pesmi, ki smo jo Mi je slišali. pa zelo vsega. ličilo na Tinkara, čist. Ampak ok. Ja, pravilno si pozicioniral v Sloveniji, kam sode. Ok, Primorke, po primorski mi dišali. Tako, stolpec B. Stolpec B, pa rečemo tudi 75. Reci, se boš kdaj vrnila, mogoče sem plan B, rezerva, ko ne gre, alarm zazvoni, ko drug te zapusti. Vračamo se v zgodovino, ja. Ja, to kak Sebastian. Blizu si. Bila je skladba, mislim, da poslana na Eurosong. Aha, kaj je, Naber? Ne, Pa ne vem. Anže Dežan. Aha, ok. Plan B. Plan B. Tako. Stolpec C. Rečemo 25. Čakal sem te kot kreten, čakal nekaj boljše čase, preveč bultas, preveč len, da bi mogel misliti na se. Čakal sem te kot kreten. To mislim, da ne bo težko. Ta ne bo, mi dva. Čakal sem te kot kreten. Točno tako. V stolpcu D si. Rečemo 019. To pa mislim, da bo malo zahtevnejša. Ne vem, a so to neki Dolenci? Ne, mislim, da bolj proti Gorenskemu vleče. Pa je samo en izvajalec. Ja. Ne vem, prav ne vem. Kühlschrank. Aha, Svet se ne vrti za naju. ok. Tudi izdal prvenec v letošnjem letu. Aha. In še zadnji stolpec E, to pa so skladbe zadnjih 2 let, modernejša, novejša produkcija. Aha, pa rečemo
103. Predobro se poznam, da pred sabo bi bežala. Ne vem. Tudi bo težje, ja. Duet, ženski duet s harfo. Če si mogoče kdaj slišal. Kaj je Raven zraven? Ne. Ne, se, ni dišal po Raven, čist nič. Ne vem. Delire. Aha. Obstaja mi naslov pesmi. Nekaj ti je šlo. Ja, dobro. Na polovici približno. Predzadnja, ki jo spuščava v eter, bo Believe in Yourself, še en instrumental. Tako, v bistvu gre za eno, tudi rekel, stvari, ki opažam v tej družbi, da pač ljudje niso, ker smo v bistvu vse naučeni, a ne? Da nismo naučeni verjeti v samega sebe, ampak ne vem, ali v neke bogove, v kapital, denar, kakorkoli. In pogrešam to, da bi pač prišla ta vzgoja, pač, da bi ljudje verjeli v sebe v osnovi in da bi jih učili, da je pač to zelo pomembno, ta samozavest, ki bi prav prišla vsakmu na vseh položajih in ključ do uspeha je pač vera v sebe. No.
Believe in Yourself ter Juriš, za konec album je zunaj. Prej si že dejal, da boš še kakšno izpostavil kot single podprl z videom. Ja, ta Xmas Cowboy bo pač šel zdaj decembra kot video, ki je gliš to obdobje, ko sem že pred leti imel plan iz komado Xmas bojo to narediti, pa pol nikot ni šlo skozi, se na YouTube je nekaj maga, ampak ni kot nek video, da bi bil bolje kot sam nek loop, da bomo pa naredili en resen video spot. Kot te pa poznam, pa ne boš miroval v prihodnje. Ja, mislim, da ne, da pač gremo naprej. Se pravi, to je bil pač zaključek 10 let nekega ustvarjanja, ki je pač neka muzika ležala nekje in je bilo treba pač zaključiti neko obdobje, ne, in iti zdaj naprej. Bo še kaj delate? Bo je v bistvu razšel se lani decembra, Robi je pač dal odpoved, zdaj pa mislim, da nazaj z Boštjano in Robi nekaj pripravljata neko akustiko, tako da a bo zdaj nazaj band se zalaufal ali ne, pa po moje, da vita Boštjan pa Robi. Bom prihodnič Boštjana vprašal. Ja. Še eno bova zavrtela za konec, ta bo pa že bolj primerna za te dni, ki prihajajo, ki trka na vrata, Christmas Boy. Ja, to je še ena elektronika, ki pač govori potih samo vse, pa v enem tudi to, kar nam v bistvu največ pomeni, se pravi, najbližji ljudje, družina, to toplino in se mi zdi, da v času Božiča je nekako najbolj, bom rekel, praznujemo ali pa slavimo ali pa si pokažemo to in bi lahko rekel, da bi bilo lepo, če bi vsak dan lahko rekli, da je Božiča, ne? Da bi imel ta odnos en do drugega in to je pač tako mat. Imamo vsak dan kak drug praznik. Skladba v eter, Juriš oziroma Juri Žohar, hvala, da si se glasil, da je radioaktivno ter uspešno in čim bolj delal naprej. Hvala Boštjan, tebi za povabilo in tudi vam veliko uspeha želim še naprej, ker ste en redkih radio, ki lahko en novinc predstavi ali pa en zelo znam band se in po moje, da ste edini. No. Tako da, hvala vam. I'm your Christmas candy boy. I give you all from my heart. I am all of me. Winter's coming slowly on my face. I feel coolness, but I must walk away. Step by step, that makes me free. And I know you're waiting for me. I coming home. I coming home. I'm your Christmas candy boy. I give you all from my heart. I am all of me. All of me. All of me. All of me. I'm your Christmas candy boy. I give you all from my heart. I am all of me. Lep pozdrav, moje ime je Juriš, vi pa poslušate Radioaktivno.